da v bistvu mi sopotniki, ki skrbimo za obolele, velikokrat izgorimo. Pojavljajo se nam različne dileme, vprašanja. Ne vemo niti včasih smo nemočni, ne vemo, kako pomagati, na kakšen način in kako lahko to naredimo, tako da se izobrazimo, da dobimo prave informacije in da se naučimo živeti z boleznjo. Kar pomeni, da se naučimo živeti tako sami sopotniki, kot tudi, da smo lahko opora tudi našim obolelim. Ravno zaradi tega sem dala predlog, da se organizira naša skupina za samopomoč. Delujemo tako, da se srečujemo enkrat mesečno, prvo sredo v mesecu, preko Zoom aplikacije. To je sicer zelo super, zaradi tega, ker se enostavno sedeš za računalnik, se priklopiš in ne porabiš nobenega časa za to, da se kam pripelješ ali izgube časa. Poleg tega so pa tudi delavnice in to, kar imamo, namenjene tako sopotnikom, kot tudi bolnikom in sta oba skupaj lahko za računalnikom in lahko spremljata vse te predavanja. Velik problem je v tem, da nekateri tehnologija ne omogoča ali imajo zastarele računalnike, nimajo mikrofona, nimajo slušalk in se ne morejo tako aktivno vključiti v delovno skupino in da bi lahko bili aktivno udeleženi. Mi si pa organiziramo tako zaradi tega, ker vemo, da je Parkinsonova bolezen, ima tisočinen obraz, da je potreben multidisciplinarni pristop. Mi velikokrat ne vemo, da recimo zaradi tega, ker ima nekdo težave z pljučnicami, da je to tudi posledica Parkinsonove bolezni, zaradi tega, ker je okvarjen avtoimunni sistem, avtonomni živčni sistem. In pri mnogih bolnikih je tudi to, da so te notranji organi v bistvu prizadeti zaradi nedelovanja dopamina in ne morejo delovati.